Odpadki z različno energetsko učinkovitostjo se zberejo v tem zalogovniku. Nato potujejo do velikega drobilnika, kjer se izločijo kovine. Proti koncu postopka iz odpadnega materiala izločijo še kamenje in steklo in tako iz odpadkov nastane energent. Mi se moramo zavedati, da na splošno je, v odpadkih precej energije. To je posledica, frakcij plastike in ostalih, ki so dejansko derivat nafte. In na nek način je v svetu dobro uveljavljeno, proizvodnja alternativnih goriv in pa njena izraba v energetske smisle. Ko bo projekt aprila prihodnje leto zaključen, bo njegova zmogljivost znašala do največ 45.000 ton trdnega goriva na leto. To bi lahko letno ogrevalo približno 20 gospodinjstev, vendar zanje tovrstno gorivo ni primerno. To so običajno cementarne, toplarne ali pa termoenergetski objekti, ki imajo okoljevarstveno dovoljenje za sosežig tovrstnega alternativnega goriva. Kot je povedal direktor podjetja Gorenje Franjo Bobinac, področje ekologije znotraj njihove skupine postaja vse pomembnejši strateški segment. Dejavnost ekologije, energetike in storitev predstavlja v skupini Gorenje že danes okrog 15%. To je lepa številka, če vemo, da so celotni konsolidirani prihodki skupine okrog 1,2 milijarde. Investicija za novo linijo, ki je priskrbela 11 novih delovnih mest, je znašala 3 milijone evrov. Od tega je 900 tisoč evrov prispevala Tehnološka agencija Slovenije.